Da zdaj že predno se vse skupaj zares začne, prevzamete rogljičke. Prežari s seboj vse izvoljene. Časa se ni kolegovalo, odrasli sive glave bodo vedeli, zakaj je tako ne, ampak to bomo pustili, potem, ko je Slovenija postala samostojna, se je tam od Božiča pa do svetih treh kraljev, do praznika Gospodovega razglašenja, ki bo v ponedeljek in zbira sredstva za misijone. Torej, na kratko povedano, zelo... Zdaj pa vemo, da potrebujemo mir in vidimo, da ga ni tudi zelo blizu. Zato. Jaz sem omenil, da je trikraljevska koledniška akcija, ki pomaga misijonom. Jure, poglej, nič več zaspana Slovenija, nič več zaspana Ljubljana, saj so tukaj koledniki iz vse Slovenije, so prišli sem, zato da nas prebudijo. In veste, kje se je vse začelo? Kje rečete? V Betlehemu. Še prej, z učlovečeno besedo, že ob stvarjenju, potem pa so bili milijoni let in prej, ki bomo sedaj skupaj zmolili, potem bomo po stolnici darovali sveto mašo in tam zaključili z jubilejno molitev letošnjega jubilejnega leta. Da smo v moči našega krsta tudi mi deležni misijonskega poslanstva cerkve in smo zanjo odgovorni. Seveda sem zelo vesel in moram priznati, da moja beseda bo v glavnem v stolnici in zato nima smisla, da vas tukaj matram na mrazu. Dokaz, da je novorojeni prišel za vse jezike, za vse ljudi tega sveta, tudi pesem to zmore ta dokaz. Hvala lepa, fantje, hvala lepa, če jih boste še kdaj srečali v Ljubljani, jih pocukajte za rokav, pa povejte, mi se pa poznamo, ste peli pri Frančiškanih na stopnicah, kjer je sestra Andreja z koščkom svojega srca še danes, da bi na glas povedali, da je Gospod rojen, da je Božič, da praznujemo mir. A je to v Venezueli mogoče? Ne. Zakaj ne? Ker je zdaj v Venezueli zelo nevarno biti skupaj. Dajmo vsi hoditi. Smo? Punce? Hodite k zeve. Dajte še. 3, 4, zdaj. La 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 la. Bravo, kralj! La 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 la. Čakaj, druga, ne, čakaj.
La 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 la. Ok. Potem pa pride zbor. La 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 la. Ja, morate hoditi, mi smo 3 kralji. Pa zvezde tudi morajo nekako leteti. 3, 4, zdaj. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ok. Zdaj pa gremo to zares. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gremo vse, 3, 4, zdaj. La 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 la. Al niño Dios le llevamos un pochito de color. Al niño Dios le llevamos un pochito de color. Un chubito muy serrano, zapatitos de color. Un pochito muy serrano, zapatitos de color. Todos se gritarán. ¡Bravo! Siempre. Todos se gritarán. ¿Dónde llegaste tú? ¿Dónde te creerán? En el Perú, la 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 Hvala vsem za vse. Hvala lepa, to ne samo še vprašanje, kaj pa malgaški človek, kaj pa malgaški otrok lahko da slovenskemu? Pri vas, ki živite z njimi, ste živeli v njihovih koncih. Gotovo je, da lahko malgaški otrok da veselje do življenja, veselje do liturgije, veselje do šolanja, vse. Oni so preprosti, skrajno preprosti, ampak imajo pa tak resor življenja, veselje do življenja, tako da bi, če bi prišli z ene Slovenije, bi bil pravi cirkus tle, od veselja bi skakali noreli. Malgaški otroci so pravi božji poslanci, da nam dajo tisto upo, da je življenje lepo, da se splača živeti. Pogled z te strani, pa pogled z one strani, vsem skupaj pa eno voščilo za to leto, v katerega smo vstopili, pa ne bo zdaj misel na malgaške otroke in na naše kolednike. Vsem najlepšo, blagoslovljeno novo leto, pa da se zavedamo, da se splača živeti, da je življenje lepo na Madagaskarju, ali v Afriki, ali v Sloveniji, kjerkoli smo, naj nas ljubezen vedno združuje, ker preko ljubezne bomo prišli do Boga, nikako drugače. Hvala lepa, Tone, hvala lepa tudi za te resnice. Misionar Tone Kerin ostaja misionar tudi če zdaj na Dolenjskem v svoji župniji, ostaja tudi pričevalec in danes sredi Ljubljane in veseli smo, da je tako. Vsem, ki morda ne ve, samo predajajo mikrofon, vi pa povejte, v kakšnem vrstnem redu naj ga dajem komu. A bo pa gospod župnik tak, ki vam bo dajal besedo. Tako kot so nekoč koledniki že pred desetletji in verjetno tudi stoletji, in tisto, kar so na nek način začutili ob tem Jezusovem prihodu, so spesnili, ubesedili, predvsem pa tudi za pesmijo polagali v življenje mnogih ljudi. Prihajali so od vrat do vrat in potem seveda po tistem tudi dodali en kamenček v ta mozaik lepega. Ena zvezda gori gre, saj to je ena zvezda, ki prav lepo sveti se. Ta zol, Herode se prestraši, nam tako govori, lepojte ga iskati, tudi detece mlado. Pa mislim, da je še zmeri to veliko druženja, tako kot je bilo počasih. No. Po vaši župniji Kranj Šmartin to koledovanje res ima krila, je Sredi prehrani, prosimo vas, ki danes ste dali, darujte mi nas. Bogdaj, mir vsem toži živoščinu, sveti trije kralji, Gašper, Miha, Baltazar. Gospodu smo prišli, kako bomo veselo vest naznanili. Betlehem in stolice se na njej odrešeni kralji. Ptici se našemu Gospodu že poklonile. Pa tudi mi smo njem darove darovali. Zdaj pa blagoslov pomer, ker ga smo v Betlehemi doživeli, tudi vam s čemu prinesti. U nas pa je še na svetu dosta ljudi, ki živijo v veliki revščini. Ne moramo cenega sveta spremeniti, krivice pora
nagrade. Lahko pa starši pri svoji najboljši močaji pomorejo boljšemu življenju tistem, kar so potrebni naših očetov. Največji najdem tisti dar, katerega človeka predstavlja. Zato vas prosimo, da darujete za deco v Albaniji, na Arktički, v Ugandi, na slonopuščeni obali, v Burundi, v Zambiji, Malaviju, v Čadu in na Madagaskarju, katerega do vsakega največjega dara. Gospa Zorko, kako vas sprejemajo? Se to z leti kaj spreminja v teh 30-ih? A so včasih kaj bolj debelo gledali, ko nismo bili vajeni, a smo zdaj že navadili tiste, pri katerih trkamo? Zdaj so že kar se sprašujejo, kdaj bodo prišli trije kralji. Torej, tudi kako pa je v Črenšovcih s to tradicijo v 30 letih? Povejte, a kaj primanjkuje kraljev ali prihajajo novi? Kako je s tistimi, ki so tri kraljevski koledniki? Tako, mi koledujemo, torej prva misijonska skupina se je začela leta 1995. Pri tem sodelujejo in naberejo kar veliko darov. Krasno, torej tudi primorska škofija, koprska, živi s tri kraljevskimi koledniki. Tako. Ja, že za menoj! Lepo, pa vas prosim, če pridete kar bližje do mikrofonov, da vas vsaj malo... Mir in dobro vam koledniki prinašamo. Veselite se vsakega dneva in oznanjajte čudovita Božja dela. Ne gremo spremeniti, kako smo počeli. Letos koledniki 30 leto od hiše do hiše hodimo in veselo novico oznanjamo in za najbolj uboge in usodne darove zbiramo. Zato vas prosimo, blagoslovi nas Slavko, kakšna beseda? Jaz sem sam rekel, Juretu se je treba zahvaliti. En velik aplavz našemu Juretu. Bravo, Jure, Sliček, Radio Ognišče. In tisti, ki so bili pred nekaj desetletji še majčkani, so zrasli. Tudi Jure je zrastel, jaz in vi. Noč polna veselja in otroštva velikega. Ena dvica je rodila tega Sina Božjega. Ena mati je postala tega nebeškega kralja. Veselimo se vsi skupaj tega rojstva Božjega. Ena mati je postala tega nebeškega kralja. Veselimo se vsi skupaj tega rojstva Božjega. Kar nam Eva je pregrešila in svojo prevzetnostjo, to je Marija zadobila in svojo ponižnostjo.
trojici nam obrazložil svojega Sina. I s teboj v občestvu svitega Duha živi, kraljuje in pomaga. Vstani, prestolnice Jeruzalem, zasi, kaj ti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličanstvo je všlo na tebo. Dari iz Midjana in Efre bodo prišli vsi iz Save. Zlata in kadila bodo prinesli, Gospodovo hvalo bodo oznanjali. Poslušali smo Božjo besedo. Vi dovolite samo najprej 3 kratke misli. Mislim, da ste zdaj v teh božičnih dneh, morda tudi sedaj v tem sprevodu oziroma sprehodu po Ljubljani, videli kar nekaj jasnic. In verjamem, da so mene zelo lepe. Ampak če bi se zdaj začeli pogovarjati, katere jasnice so najlepše, vam povem, da bi najbolj redko kdo povedal pravi odgovor. Najlepše so tiste jasnice, ki jih ne vidimo, ki morajo sprejeti Jezusa. Kako naredimo čudovite jasnice po cerkvah, po domovih, po ulicah, po mestnih trgih, čudovite. Ampak tam so samo kipci, tam so samo figurice. V srcu je pa Jezus. Da ga nesete ljudem. Kajti to je tista velika in pomembna naloga kolednikov. Ja, seveda, dragoceno in se hvaležem, da širite misijonsko misel. Zdaj pa pride koledniška skupina, no pa je zdaj. In tista samota in čakanje, kdaj bo dan menil, kdaj bo noč menila, se nenadoma spremenijo v veselo srečanje. Vi pridete z voščino, vi pridete s pesmijo, vi pridete s molitvico. Dan priče Božje ljubezni. Gospod Bog, daj vsem, ki so odgovorni za razvoj in napredek v svetu, zdravo pamet in modrost, da bodo uresničevali. Spomni se Gospod svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolno ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, z našim nadškofom Stanislavom, pomožnim škofom Francem. Gospod Jezus, hvala ti za vse darovalce, ki so odprli srce in svojo roko ter tako podprli projekte naših misionarjev. Sviteljske vnosti, ki smo jih obhajali, spoznavamo s čistim srcem in sprejemamo s pravo ljubeznijo o Kristusu našem Gospodu. Ne vem, če vsi vejo, da je sploh misionar, če bi ti nam povedal, pa kako postaneš misionar? Najlepša hvala za vprašanje, leta moram takoj odgovoriti, ker je dal sem srečen. Veste, kaj sem srečen? Ker se dobrota deli, ker se ljubezen deli. In ljubezen, da moraš zase imeti, ljubezen je že po naravi taka, da moraš naprej deliti. Jaz sem imel Madagaskar, eno stvar me presenetila. Fant, ko 5 let je bil zraven mene in sem tisto mesto vse nastavljeno grupo tako sredil, če vzete, ki je imel, kot ne mu dal. In sem najdel v žepu en bombonček.
In ta pogod sem vedno vzel, pa da otroko fantsko temo, prijazen fant, za seboj imel pa še 13 bratce, pa še enega prijatelja sem imel. Vse kolej, en bonbon ima, glej, tak bonbon ti pa dan, ker imam samo en bonbon. In veste, kaj je ta fantek naredil? Vzel je bonbon, ga dal v usta, pregriznil na 4 dele in vsem 4 razdelil. Deliti tisto, kar je za tebe najbolj drago. Gospod pa tebe vprašal, kaj je misionar. Misionar je tisti, ki deli, kar ima najrajše, kar je najbolj svetega v njegovem srcu. In če je kaj svetega v našem srcu, pa gotovo vira v Jezusa Kristusa. Ker za tega ni nič drugega važno, samo to, kako bo evangelij prišel do srca vsakega človeka, brez razlike, ne? Njegovi zvečer se lušno počuti, zakaj? Ker se svoje stvari delijo z drugim. In kaj je misionar? Misionar je prav ta, da srka Jezusov sok, da se prelepi na Jezusa, da postane del Jezusa in on živi Jezusa, ker drugo bo znanje, pa ne samo to, da bo vero znanje, to je prva stvar. Ne moreš ti človeka videti, da živi v pomanjkanju in iščeš vse po sebi. Ja, kak sem pa dal tisti 2 centa, dejmo njemu pomagati. Da smo mi nagradili bolnice, da smo dali lačne vrni za jesti, da smo uredili ceste, da smo vzgajali otroke. Vse to v zahvalo vam, brati in sestre, vam kolednikov, da so dobili tisti, ki nimajo svoj delež v življenju, da so tudi oni zagledali sonce in lahko naprej oznanjali evangelij. Od tunga njene fanca kadal, od ambirka njene sičo podal, eti antane tanka njene danč. Umela najemljuni najajša dančo, a velovni fota naj, taka ne imela najzajda da vrat tam naj, a zamela da uvazili v to manžaci zaj, fama na fajna generacije, amen. Umban cika njena kavija njene tumpo, utantera kako je zanj. I cuđano cikane džemančama i fanizava čareča, nije raj, zaraka šine fadaj bašina, a lepa hvala vsem, lepo se rekli.